Danes bom govorila o emocijah. Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Čustva, emocije zajemajo energijo vode. Mi, ljudje, naj bi bili pretočni, tako kot je pretočna voda, ki kroži, tako tudi čustva naj bi krožila. Drug primer bi bila prebava. Včasih rečemo, tega človeka ne morem prebaviti, ali pa kje pa mi je ostalo v želodcu, cmok se mi je naredil v grlu zaradi neke neizgovorjene besede. In negativna magija in črni uroki delujejo na ljudi tako, da ti znervirajo, povzročajo visoke valove v čustvenem telesu. Ker smo ljudje zelo čustvena bitja, bolj ali manj, nekje naše telo zajema večino vode, 2/3 vode. Se pravi, smo ena vreča vode. Tako kot ste videli, imam simbol vode v posodi. To posodo informiram, na njej so tudi 4 zaščitni nadangeli za vsako smer neba. Naredim prošnjo in v tej vodi je priporočljivo dodati še kristale, to je zelo individualna stvar, ki so predhodno pripravljeni, očiščeni, oprani, napolnjeni dan pred polno luno na vzhajajočem soncu, in informirani v smislu namena. Tlele je treba dati namen, ne kaj jaz hočem v življenju, ampak tisti balans, ki ti manjka. Ne, da bi imela trdno zdravje, ampak da bi našla način, kako izboljšati svoje zdravje ali pa voljo, moč. Govorim o urokih in magiji. Ti delujejo ne glede na to, da bi nam kdorkoli naredil kako bred, nam podtaknil kako škodljivo energijo nekam v našo hišo, lahko pa tudi to. Zdaj, če so stvari zelo resne, je treba individualni kontakt. Tako bomo tudi v zaprti skupini, da se boste lahko izpovedali anonimno, ne, med temi, če ste, ali pa takoj, da zdajle čim prej boste med kupci knjige Brezmejna moč bele magije. Ta odlomek, ki ga zdajle predstavljam, je tudi iz te knjige. Z vami Aleksandra Winkler Drole, kot me že poznate. 29 let bo, odkar profesionalno raziskujem nevidni svet in njegov vpliv na naš vidni fizični svet. Se pravi, čustva. Leto 2025 je bilo v znamenju čustev. Glejte, koliko je bilo tle referendum za končanje življenja, koliko ljudi smo izgubili, koliko čustveno smo reagirali. Leto 2026 bo v znamenju ognja. Ogenj predstavlja strast, zagon, neko našo gonilno silo. Ogenj gasimo z vodo. Tale voda pa ustvari, bi reklo, našo jed lahko užitno. Se pravi, če ogenj segreje vodo, mi lahko skuhamo. Tako da ravnati s svojimi čustvi, biti dober gospodar svojih čustev, ne da čustva obvladajo tebe, v smislu biti dober gospodar nad ognjem, da je v pečici, ne da ogenj gospodari nad tabo, da ti gre v streho, predstavlja tudi imeti pod nadzorom svoje strasti in jih pravilno usmerjati. Ker je zdajle, ravno zdajle, ko gledaš ta video, če je to na začetku, če si ne ogleduješ leto 2 stare videe, ker jih imam zelo veliko, je pomembno, da si strastna, ampak na pravi način. In voda, tista energija pretočnosti, ki bo informirana,
bo naredila tako strukturo v tele posodici, ki jih bom imela tudi na dogodku v živo. Ne pozabiti se prijaviti na srečanje v živo, tudi preko Google Drive-a, meetinga. Je 21 dni pitje pripravljene vode, v blagoslovljene vode, zdravilo za dušo, za čustva. Če imamo čustva pomirjena, potem je to že prva stvar, ki jo naredimo. Kako veš, da niso tvoja čustva pomirjena? Čutiš visoke valove, pritisk, ali se znojenje, ali pa pretiran mraz, se pravi, ne glede na to, da je v sobi normalna temperatura, te zebe, imaš potne roke, se pravi znoj, so čustva, voda, če se razumemo, mrzle potne noge, stopala, dlani mrzle, tam nisi čustveno pretočen, nekaj te je vznemirilo, se pravi, ko visoki valovi premešajo toplo in mrzlo morje, včasih prav čutimo, ko se to pomirja, ko plavamo v morju. In ob tejle priložnosti naj vam povem par znanilcev, se pravi, kako hitro opraviti s čustvi. Zapomnite si to ali pa si zabeležite. Nekdo vrže nate urok, to je lahko zlobno oko, to je lahko po domače fušija, nevoščljivost, zavist, tako kot sem govorila že v prejšnjem videu, in te vznemiri. Bolj kot te vznemiri in za dlje časa kot te vznemiri, večji je, bolj je dosegel svoj namen. Ne pusti tega, ne dovoli si. Tako kot hrana, morajo iti tudi čustva, hitro je treba prebaviti. Nobenega cmoka v grlu, nobene kepe v želodcu, nobenega tresenja, drhtenja, nemirnega spanca. Vse to so simptomi, da si že verjetno pod vplivom urokov ali črne magije. Da so te lahko obsedli negativni prijatelji, neprijatelji. Tukaj, da boš dobro delal ali pa delala s svojimi čustvi, se pravi, je pomembno, da jih hitro procesiraš. Pitje blagoslovljene vode in pripravljene ti bo pomagalo, ker voda predstavlja emocije. Se pravi, solze sreče, ljubčkanje, spolnost, povsod je polno vode. Še mi smo se rodili, smo priplavali na ta svet, tako da voda je tista, ki vzdržuje ta planet, in kjer je veliko negativnih energij, kjer stvari niso bile dorečene, tam se zgodijo poplave, voda odplavi jezo, strah, bes, ljubosumje, zavist. Voda očisti ta planet. In zato je po poplavah vedno boljše vzdušje. Ljudje na vasi so bili deležni poplave, mi poročali, da so končno postali prijatelji med sabo, da so skupaj stopili, da so si pomagali. V kontekstu, če imaš karma vode, to ne vem, to ti bom očitala v branju dušnega zapisa, potem se celo življenje sooča s čustvi. Se pravi, tvoja glavna lekcija je, kako ravnati s čustvi. Pač to si izbral ali pa to si pustil, to je nuja. Ljudje, ko bi rekli šola, ko fakulteta, en izpit ti ne gre, tega bomo pustili za naslednje leto. In pol imaš tistega nujno za narediti, da greš lahko naprej. V tem kontekstu je pomembno, da se res hitro učiš. Se pravi, prej, ko se učiš, prej ti bo boljš, ko bi rekli, v šoli. Prej, ko prideš
do diplome, prej boš imela ali pa imel boljšo službo, višjo plačo. In tako je tudi tle na tem svetu, tle smo, da se učimo. Pomembno je poznavanje tvoje darme, tvojega poslanstva. Če ljudje živimo po svojem poslanstvu, smo zadovoljni. Samo nezadovoljen človek grdo gleda druge, se ukvarja z vsem, ker se s sabo ne more. Ne? Potem je pomembno, da imaš osebno naravnan ciklus, da prave stvari počneš v pravem času. V letu 2026 je odlašanje strup. Saj bi rada, ampak bom že. Ja, saj bo še čas prišel. Tisti vlak odpelje, saj lahko pripelje druga priložnost, ampak nekaj si že zamudil. Škoda. In da upoštevaš 5 človeških vrednot, ki jih opisujem zelo natančno v knjigi Brezmejna moč bele magije. Prva je resnica, druga je pravilno delovanje ali dharma, dolžnost, tretja je mir, da pač ohranjaš mir, četrta je ljubezen in peta je nenasilje. Teh 5 božanskih resnic, živeti po teh preprostih načelih, je temelj, da si obvarovan. Se pravi, ne pomaga kupovati neskončno enih zaščitnih talismanov, če ne ustvarjaš neke harmonije znotraj sebe. Ker kako te bojo ščitili talismani, če ni sovražnik zunaj, če je noter? Ne? Te ne morejo. Tako da ne verjeti vsakmu in vsem, vedno kritično razmišljaj. Tvoja čustva naj hitro jih predeli. Se pravi, ljudje imamo razum, to je kot krmilo pri jadrnici in lahko usmerjamo. Mi moramo biti zavestni sebe. Mi moramo, se pravi, z zavestnim umom usmerjam to, kar čutim. To pomeni, da bom lahko tole vodo pustila, da bo poslušala meditacijo ali pa neko lepo podporno, nedepresivno glasbo, v katero to vodo bom dala tudi kristale in ta obred bom ponavljala točno 21 dni. Vse o tem vas bom naučila v programu, 3-mesečnem programu Božanska magija, ker uporabljam najvišjo silo v vesolju, kar jih obstaja, božansko energijo, en žarek božanske energije. In če si za to navdušen, navdušena, je prvi korak nakup knjige za samo 20 €, Brezmejna moč bele magije. In tiste v tej skupini, zaprti skupini, bom kontaktirala, da se dobimo, predstavim natančno program. Ko te nekdo prizadene, užali, probi to zaupati svojemu najbližjemu partnerju, staršu, otroku. Kaj naj naredim, vprašaj. Se pravi, vprašanje zate je, kaj narediti, ko te nekdo užali. Kako pa naprej reagirati s tem človekom? A te ponižuje, a te žali? In priložnost je tlele, da človeku čim prej, v roku 3 dni, mogoče te nekdo toliko prizadene, da te ohromi, čustva ohromijo. Se pravi, se spomnite prejšnjega videa, pogled. Kobra pogleda miš, miš bi lahko zbežala, ampak ne more. Od panike obnemi, obstane in zato postane lahek plen kači, ker ne zbeži. Prva stvar je umik, razmislek je druga stvar, da te nekdo. Nato je soočanje, najprej sam s sabo. Nato je pa mogoče celo v redu poklicati človeka, mu poslati e-mail ali SMS,
in mu povedati, užalosti me, s kakšnim namenom je bilo to. Potem reče nazaj, tudi ti si mene. Kaj sem ti naredila? Ali pa v čem je problem, povej mi. Se pravi, da smo pripravljeni na soočanje. Če ljudje reagirajo na vas nerazumljivo, da zgleda, kot da jih je zapustila zdrava pamet, logika, potem ne morete z njimi. Se pravi, ne moreš se zmeniti s Kitajcem, ki on govori drug jezik, ti pa drug. Zato pač pusti. Če je pogovor ne steče, ne steče. Ampak pusti, pomeni pusti, ko voda uredi presep. Ne trpeti dneve in tedne in mesece in leta za nekaj, kar ti je nekdo rekel, te užalil, te prizadev, te razvrednotil, ti naredil krivico, te javno sramotil, ponižal, karkoli, zmerjal, kričal. Ne to nositi v sebi vsak dan na pladnju. Kaj imamo v dnevni sobi? Te stvari, ki so nam lepe, ki so nam dragocene, da jih vidimo vsak moment, vsak trenutek. Kaj pa tisto, kar nam ni všeč, pa ne vemo, kako bi se rešili, eno šaro damo tja nekam v klet, da bomo v prvi priliki odpeljali v kosovne odpadke. In tako naredi tudi s svojimi čustvi. Zapakiraj jih miselno v eno škatlo in ne grejo tja in ne počakajo, da bo. Ampak prej sem povedala prejšnje točke, kako je treba le dati ljudem priložnost in jim povedati. Užalil si me, prizadel si me, krivico mi delaš, jaz te občutim kot krivico. Tako in naredite prostor za ljudi, ki vas imajo radi, ki vas sprejemajo. Čim več podpornih ljudi, tem boljša je zaščita. Se pravi, če imaš nekoga, ki te ima rad, zato so imeli včasih 10 otrok, vsi imajo radi mamo, tato. Čim več ljudi te imajo radi, tem manj ti škodijo tisti, ki te nimajo radi. In ljudje te nimajo radi, pa tudi če jim nič ne narediš, še videli te niso nikoli, še pogovarjali se niso s tabo. Reče, tam je antipatična. Dejansko ne vibrira s tabo. Mogoče pa to dobro zate. Zakaj pa ne? Tako da tle treba tudi sprejeti, da nismo vsi vsem všečni in nikoli ne bomo in v redu je tako. Živi svoje poslanstvo in še ena stvar, zavej se, kje so tvoj črni in beli volk. Načrtno fotrej belega volka in ni ti malo hrane ne dati črnemu volku, če se razumeva, ne ga hraniti. To je zelo individualna stvar. Recimo, jaz sem opisala v knjigi Brezmejna moč bele magije, črni in beli volk Slovenije. Hotela sem še Evropo, pa vse, ampak tle bi bilo predolgo, mogoče imam neke povzetke, ki sem jih vrgla ven z knjige, pa jih bom omenila v naših teh Google meetingih, tej naši zaprti skupini, teh naših srečanjem. Bom tam omenila še malo več, še Evropo, pa še, če je kdo z kere druge države, veliko Slovencev je v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, tako da dobrodošli vsi, s kjerkoli ste. Zdaj smo vsi povezani, imamo internet, to je pretok, ljudje smo postali bolj pretočni. To je dobro in slabo. Leta včasih so ljudje živeli zaprti v neki vasi, otroke so vzgajali tako, kot je soseda, se pravi za zgled je bila soseda, njen je bila vzgled druga soseda ali pa mama in niso imeli pametnega vira informacij in razločevali, kaj je prav, kaj je narobe. Se pravi, lahko so v eni vasi vsi lepo vzgajali otroke, jih učili reda, discipline, zgodaj vstaje, to naredi, zdaj dobimo nagrado, zdaj bo veselica vaška. So bile te skupne točke, se pravi ob nedeljah gremo na izlet ali pa v cerkev, se lepo oblečemo, vsi čisti, ne smemo delati, noben ne bo delal ob nedeljah. Joj, kaj se zdaj dogaja z ljudmi, še ob nedeljah ti delajo, mislim, žalost, pa sobota, tako da človek bi rabo 3 dni časa, če me ne vprašate. 3 dni, en dan za dom urejati, pospravljati, pač delo doma, pa 2 dni prosto.
tako bi rabo. Ampak žal ni tako, v nekaterih državah je, tako da ne moramo reči, so ljudje, ki delajo 60% delovni čas, 80%. Miško, pej sam k meni. Vam pokažem mojega lepega mucka, ki ima zelene oči. Zadnjič sem govorila o zeleni barvi. No, še bo v redu, ti si malo bolj prestrašen, ja. Ne, v redu je. Opa. Ne bo hotel. Pej sam, Miško, k meni, pej sam se božat. Ta je samc pa mal preveč pohaja, pride vsake toliko domov, pa ga ljudje lovijo in malo bolj glih prestrašen. Ima pa lepe zelene oči, zelena barva vsebuje mešanico modre in rumene. Modra je komunikacija, rumena je harmonija in seveda o barvah bom govorila v naslednjem videu. Magija v barvah. Danes sem si za to naše komunikacijsko srečanje izbrala rumeno-modre odtenke. Tako da vse, kar vidimo, celo barve vplivajo na naše emocije, vonjave. Niso vse vonjave v redu za vsakega. Bom rekla, tudi niso vse barve v redu za vsakega. Tako da sledite mi, lajkite, absolutno pa nova knjiga z bonusi, darilnimi kuponi, priložnostmi za srečanje in za online tečaj. Ne zamudite, december bom zelo radodarna in zelo, bi se reklo, na voljo za nove člane, novo skupino ljudi, za vse, ki me ne poznate. Moja prva pa najbolje prodana storitev pa je branje dušnega zapisa, tako da če želite to storitev, ne pozabite poiskati na spletni strani omgarden.si. Čau.